začeti od začetka, torej iz nulte točke. Danes bi naredila samo kratek pregled tematik in konceptov, s katerimi se bomo srečevali. In kot kaže sam naslov, dialektika in konflikt, psihoanaliza in marksizem, torej med psihoanalizo in med marksizmom, bodo tematike srečanj zajemale zelo obširno področje, od nemške klasične filozofije do sodobne filozofije, teorije psihoanalize in pa vse do politične teorije in filozofije. Naslov izhaja iz enega naslova moje doktorske naloge, ki trenutno pišem pod mentorstvom docentke Bare Kolenc na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ta naloga nosi naslov Dialektika psihoanalize skozi konflikt kot princip konstitucije vednosti. Torej, tukaj imamo poleg dialektike in konflikta še en koncept, in sicer konstitucijo vednosti. Zdaj, kakšne veze ima konflikt z dialektiko, pol pa še z konstitucijo vednosti, predvsem pa, kaj imajo ti koncepti od dialektike, konflikta, konstitucije vednosti, potem opraviti z psihoanalizo. No, na ta vprašanja bomo poskušali odgovoriti skozi ta srečanja, predvsem pa si bomo prizadevali, da se formulirajo nova vprašanja, torej skozi dialog in umeščanje teorije v neko prakso, saj tako si prizadevam skozi naša pogovorna druženja. To pa zato, ker teorija, predvsem recimo marksistična in psihoanalitična teorija, je od samega začetka bila koncipirana kot neka teorija, ki ima predvsem neko svojo prakso. Torej, s temi koncepti, s temi teorijami se nekaj počne in skozi njih se nekaj potem dogaja. Zato sem si tudi zamislila to doktorsko dizertacijo malo drugače, saj tudi sama izhajam iz praktičnega področja, torej kot psihoanalitičarka in revolucionarna komunistka, sem globoko prepričana in pa tudi umeščena v materialnost prakse. Ampak kaj zdaj to pomeni spet? Preprosto, da teorije same po sebi ne spreminjajo sveta. V ideji sami ni neke inherentne potencialnosti, ki bi se potem sama aktualizirala. Nekaj je potrebno narediti z njo. Torej, če bolj konkretno orišem to idejo, če sediš doma in bereš Marxa ali Kanta ali Hegla, že zaradi tega dejstva, da to počneš, se verjetno ne bo kaj dosti spremenilo. Je pa vsekakor nek zelo pomemben začetek te spremembe. Predvsem je potrebno to znanje prevajati v neke konkretne akcije. Kot primer, recimo v delu znotraj jugoslovanske sekcije Revolucionarne komunistične internacionale, katere sem član, moramo vsi neutrudno brati, se izobraževati kot kader in tudi najbolj napreden del sloj družbe. Ampak to izobraževanje poteka predvsem v stiku z ljudmi, ne nekako v izolaciji doma. Torej, ko nagovarjamo mimoidoč na ulici, prodajamo časopis in poskušamo predati te zelo pomembne ideje, s tem dvigujemo potem raven razredne zavesti. Seveda je to dolgotrajno, mukotrpno delo, ki pa obrodi sadove, recimo takrat, ko pripeljemo nekoga novega v organizacijo in potem se nadaljuje s to intenzivno izobrazbo kadra oziroma bodočega kadra, ki bo prav tako potem te ideje
zagovarjal. Za razliko od terena, v delu kot psihoanalitik, pa je moja vloga predvsem, da poslušam, da se izvzamem, kolikor se le da iz prostora in zavzamem pozicijo ne subjekta. Torej, ravno nasprotno od tega, kar bi pričakovali od pozicije nekoga, ki je seveda prebral vse te knjige, ki ogromno ve in seveda tudi zavzema to pozicijo vednosti. Ampak to, kar počne psihoanalitik, recimo, ne pomeni, da ta tišina analitika je nekako pasivna oziroma brez nekega efekta. Pravzaprav je ta tišina tista, ki omogoča potem analizantu, da se odpre, da govori in predvsem razvija neke fantazije o tem, kako psihoanalitik, tisti, ki je v totalni tišini, nekaj ve in seveda s tem bo tudi mu lahko nekako pomagal. Z drugimi besedami, kar se dogaja tukaj, je, da se razvije en transfer. In ta, recimo, psihoanalitična tehnika izhaja tudi iz neke vede, neke vednosti, je bila formulirana na koncu 19. stoletja, začetku 20. najprej z Freudom in potem se je nadaljevala razvijati v neštete pristope in smeri psihoanalize, psihologije, psihoterapije in tako naprej. In te vse smeri še danes vztrajajo, seveda v nenehnem konfliktu ena z drugo, kar pa posledično spet pripelje do formulacije nekih novih uvidov. Torej, zakaj govorim o tem, oziroma želim prikazati, kako je iz tega razvidno v bistvu, da vednost, da neko znanje ima zelo različne vloge in zaseda radikalno drugačno pozicijo glede na kontekst, v katerem nastaja in v katerem se predaja to znanje. Recimo od univerze do nekih znanstvenih področij in pa v končni fazi psihoanalize, na vse zadnje pa tudi vsakdanjega življenja. In zdaj, če se vrnemo nazaj na naslov naših srečanj, na naslov v končni fazi tudi dizertacije, tisto, kar se implicira skozi ta dialektični proces, je razvoj neke zavesti ali drugače neke vednosti, nek korpus znanja. Prav tako pa smo ugotovili, da za konstitucijo vednosti je potrebna neka negativnost. In to tisto, kar recimo pri Heglovi dialektiki predstavlja pravzaprav gonilno silo tega procesa, je pravzaprav ta negativnost, ki se potem skozi ta proces zaključi v neki odpravi ali kako Hegel temu pravi Aufhebung. Sicer bomo o dialektiki malo več govorili ob naslednji priložnosti, ko bomo podrobneje pogledali pravzaprav cel pojem dialektike, začenši od Hegla, pa vse do Marxa, ki je seveda ta koncept dialektike reformuliral. In to negativnost, to, kar poganja celo kolesje dialektike in posledično zgodovine in vseh dogodkov, bomo koncepirali kot konflikt. In ta konflikt bo tudi en filozofski koncept predvsem, ki bo tudi pogoj in princip, ki poganja razvoj vednosti, specifično v psihoanalizi. Ampak je pa tudi konflikt gonilna sila vsega razvoja in tudi nujen element v procesu življenja. Torej v vseh fundamentalnih, najbolj bazičnih procesih. No, in potem lahko zaključimo tudi, da po Marxu je kapitalizem eden od teh nujnih stopenj razvoja, ki je pa potreben, da se potem družba razvije naprej
mogoče v neke višje oblike civilizacije, seveda za Marxa je to v končni fazi potem komunizem. Za razvoj je torej potreben konflikt. To naj bo naš začetni aksiom, ki nas bo vodil skozi razprave. No, zdaj pa za konec bi rada samo še na hitro omenila 10 tematik, ki nas še čakajo, začenši od pojma dialektike, kot je bilo rečeno od Hegla do Marxa in nazaj mogoče. Torej pri Heglu gospodar in hlapec in pri Marxu bi to bil potem razredni boj. Naslednja tematika bo obravnavala konflikt, torej od same neke začetne konceptualizacije konflikta, kaj sploh je ta konflikt, katere so oblike konflikta, ki jih lahko nekako detektiramo, recimo od nekih protislovij ali negacij, in v končni fazi tudi ta dialektika odprave nekako predpostavlja konflikt. Tretji element, negativno in negacija pri Freudu, torej zdaj smo v čisto psihoanalitskem področju in kako je Freud koncepiral ta psihični aparatus z vsemi svojimi obrambnimi mehanizmi, ki slonijo pravzaprav na tej negaciji kot osnovni formi. Ampak tukaj bi še dodala, da negacija oziroma reči ne ni samo neka oblika zaščite ali neka oblika, kako nekaj negiramo. V bistvu za besedo ne je človek izumil dejansko jezik. Zaradi tega, ker je skozi ne lahko odprl prostor dejanske oziroma pogoje dejanske svobode. Ampak tudi seveda možnost misliti ne biti oziroma smrt. Potem bomo šli pogledati postopke resnice in produkcijo vednosti kot dva koncepta, ki pa potem bosta formulirala ta konstitutivni konflikt. Torej, postopki resnice je teorija Alain Badiouxa, francoskega filozofa, in kako se ta postopek resnice recimo razlikuje od neke čisto navadne produkcije vednosti. Torej, kje se te tenzije nahajajo med tema dvema procesoma. Nakar bomo pogledali vednost in resnica, torej dva koncepta spet nova, v striktno psihoanalitskem procesu. Torej, kaj je produkcija vednosti in kaj se dogaja v tej neki tenziji med resnico in med vednostjo v psihoanalizi. Na to bomo malo pogledali dialektiko kot koncept dialektike v psihoanalizi. To je že bilo nekako poskušano, vendar se je ta nek proces mišljenja dialektike v psihoanalizi zaključil. Pogledali bomo na kratko, zakaj je spodletel in ali je mogoče nadaljevati neko teorijo, neko osnovo teorije za dialektiko znotraj psihoanalize. Nakar seveda bomo se spraševali tudi o širšem družbenem kontekstu, ker te teorije v končni fazi niso namenjene samo za individualno delo, kot je recimo psihoanaliza. Imamo nekaj, kar se imenuje teorija diskurzov, in teorija diskurzov je zelo zanimiv okvir prav za opazovanje nekih družbenih antagonizmov oziroma teh tenzij, ki se dogajajo v nekem širšem družbenem telesu. Tukaj imamo recimo po Marxu kot začetek razredni boj, ki je nek začetni antagonizem, če želimo, ter spolna razlika, ki pa je psihoanalitski koncept in katerega bomo tudi malo širše pogledali v tej priložnosti. Na to bi se fokusirali na dva revolucionarna misleca, torej eden je Freud in drugi Marx.
čeprav sta si bila zgodovinsko zelo blizu, nista nikoli imela nekega srečanja svojih misli. Freud ni bral Marxa in Marx ni bral Freuda in zanimivo bi bilo pogledati, kakšno bi bilo srečanje teh dveh revolucionarnih umov. In kot smo ugotovili, je konflikt družbeno nujen pojav, ampak nikoli ni bil striktno obravnavan s strani psihoanalize. Torej imamo tu negacijo, imamo negativnost, imamo v končni fazi nezavedni konflikt, vse te elementi, ampak vsi kažejo na to neko fundamentalno resnico konflikta. Torej, Freud ni striktno pisal o konfliktu in tudi v novejših teorijah ni zaznati neke konfliktualne teorije, bomo temu rekli. Kar pa je res, je pa, da v sami psihoanalitski praksi ter v teh asociacijah in društvih psihoanalitskih je konflikt konstantno prisoten. Je konstanten in vztraja vse do danes, seveda, in to ni zaman Althusser poimenoval potem neke vrste konfliktualno teorijo. Iz tega bomo tudi izhajali, iz Althusserjeve formulacije teh ved. V končni fazi pa kaj? Revolucija ali reakcija? Ali ima psihoanaliza mogoče politično nezavedno? Je to revolucionarna praksa ali bolj reakcionarna? Mogoče oboje, mogoče pa nič od tega. V kontekstu filozofskih debat in razprav je veliko govora o psihoanalizi in tukaj imam v mislih predvsem lakanovsko psihoanalizo. Je govora o tem, da je neka radikalna praksa, da je nekaj radikalnega na tej teoriji. Teorija, ki v končni fazi zasleduje nezavedno, najbolj radikalno logiko. In bomo videli, ali je temu res tako, ali je mogoče v ozadju tudi neka nezavedna želja psihoanalitika oziroma nekoga, ki vihti ta psihoanalitični to psihoanalitično orodje. Toliko